Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo in prijazno pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Ja, nismo v studiu VTV vaše televizije Velenje, ampak na terenu. Kje točno, nam bo povedal zdaj tudi gostitelj župana občine Šoštanj, gospod Boris Goličnik. Lepo pozdravljeni in hvala lepa, ker nas danes gostite v čudovitem kraju. Ja, lep pozdrav tukaj v prelepih Zavodnjah. V naši občini imamo zelo veliko lepih kotičkov. Eden izmed njih je tudi tukaj na tem hribu, kjer danes snemamo to oddajo, in tudi pogled na dolino je zelo lep. In ja, danes tukaj v prelepih Zavodnjah, naslednjič pa kje drugi. Zakaj ste se odločili ravno za Zavodnje? Kot sem že rekel, veliko imamo lepih kotičkov, poskušamo biti vedno drugje, ampak nekako mi je pa tudi tale del Zavodnj zelo pri srcu. Vedno je čudovit pogled tako na same Zavodnje, kot pa tudi na občino Šoštanj. In ja, vabljeni tudi ostali, kdaj tukaj gor na ta hrib, po ta kozolc, po ta družabni prostor, ki ga je uredila krajevna skupnost Zavodnje, in tukaj je res lepo. Malo prej smo se pred oddajo pogovarjali, kaj vse se dogaja pod tem kozolcem. Ja, se pravim, je to en tak družaben prostor, ki so ga v Zavodnjah postavili na pobudo predsednika Milana Rogelška, in moram reči, da ja, številne prireditve so tudi tukaj, kresovanje, potem velikonočno streljanje, pokanje, druženje, salamijada, in se pravi, prostor, kjer se ljudje srečujejo, povezujejo in družijo. In veliko ljudi pride prav peš iz Šoštanja ali pa iz drugih koncev Slovenije, tudi iz Črne na Koroškem. Ja, drži, veliko. Tukaj v bližini je tudi dom lovcev, lovska koča, tudi tukaj imajo zelo lepo urejen prostor, veliko druženja je tukaj. Tako da, ja, je prav, in vse te zadeve, ki ljudi povezujejo, združujejo, so pozitivne, in ja, tukaj v Zavodnjah je zelo prijetno. V današnji oddaji gledalke in gledalci bomo orisali pot od minulega občinskega praznika do letošnjega, namreč 30. septembra praznuje praznik občina Šoštanj. Povejte, gospod župan, koliko let ste zdaj že župan? A vam je kdaj žal, da ste se odločili za to funkcijo, čisto iskreno? Pa ni mi žal, ne. Zato, ker se mi zdi, da res, da delamo dobro, da veliko projektov realiziramo. Saj je, velikokrat je zelo naporno, to moram reči, ne tajim tega. Je pa res, da je velikokrat tudi prijetno, zato ker vidim, da so ljudje zadovoljni, da jim gremo nasproti, da jim poskušamo pomagati, da delamo boljšo, lepšo občino. In ja, ne vem, meni je to služba in izziv, in ja, v tej funkciji srečujem tudi ogromno ljudi, ogromno novih poznanstev, ogromno srčnih ljudi, pozitivnih. Seveda so tudi slabe strani, ampak optimistično, in ja, sem ponosen na funkcijo, ki jo upravljam. Občanke in občani občine Šoštanj pravijo, da ste vi preprost človek, srčen človek, deloven človek, ki ne pozna besed ne gre, ne zmorem, ne da se. Vi greste z zadnjimi močmi do cilja. Ja, pač ne vem, tako sem bil vzgojen, živim vrednote, ki sta mi jih starša položila v mojo zibelko. Moram reči, da tudi celotna moja ekipa smo si podobni. Kljub temu, kot sem rekel, velikokrat je naporno, ampak z dobro ekipo, z ekipo srčnih ljudi se da marsikaj, in res moram reči, da mogoče včasih že res premikamo meje. Je pa res, da me žene želja po napredku, po izboljšanju, po tem, da delamo dobre stvari, in ja, je energija prihaja, in jaz pa tudi rad delam, rad ustvarjam, in jaz mislim, da so rezultati. Kakšno imate občinsko ekipo, če tako rečeva? Imate tudi podžupanjo in podžupana? Ja, drži, od začetka sem imel samo podžupana Borisa Lambizerja, zdaj imam tudi podžupanjo Urško Kurnik. Jaz moram reči, da ja, glede na to, koliko delamo, koliko se trudimo, koliko je velika občina, absolutno bi si želel, da bi bile te funkcije tudi poklicne. Žal je tako, da je to pač javna uprava, in
je težava tudi nagraditi vse te sodelavke in sodelavce. Moram pa reči, da smo dobra ekipa, da se trudimo, da res dobro delamo in tudi ožja ekipa, podžupan in podžupanja, tudi zaposleni na občinski upravi. Jaz moram reči, da sem izredno hvaležen, zato ker jaz kot župan vedno poudarim, nisem nič. Z ekipo sodelavk in sodelavcev pa mislim, da smo močni, da smo najmočnejši in lahko premikamo meje in jaz mislim, da se to kaže, da res dobro delamo in sem sodelavkam in sodelavcem za to zelo hvaležen. Kaj pokrivata oba podžupana? Malo smo si razdelili funkcije. Podžupan je zadolžen za pokrivanje ožjih delov občine, se pravi s krajevnimi skupnosti, sodeluje pa tudi še ostale naloge, popoplavna obnova, podžupanja pa pokriva družbene dejavnosti, tako da si malo razdelimo delo. Je pa res, da na koncu je temelj vsega v sodelovanju in tako lahko ustvarjamo in delamo našo občino še boljšo. Kljub temu, da ste zdaj župan občine Šoštanj, Boris Goličnik, še vedno človek na prvem mestu, predan gasilstvu. In če se ozreva dobro leto dni nazaj, v mesec avgust, kaj se je takrat dogajalo, kako ste to spremljali, ne kot župan, ampak kot človek? Je bilo naporno v prvi vrsti, bilo je precej čustveno, ampak kljub vsemu tudi zelo hvaležno. Moram reči, da ne glede na to, da sem zdaj župan, jaz sem v prvi vrsti operativec in gasilec in mi je pomoč bližnjemu prioriteta. Moram reči, da smo res že takrat se trudili v intervenciji, da smo ogromno dobrega naredili, da smo pomagali skupaj, da smo se tudi znašli v tistih situacijah, ko bi marsikdo rekel, to je pa nemogoče reševati. In sem za to hvaležen. So pa občutki, ne vem, kako bi rekel, mogoče me kar malo presune vse skupaj, ko se spomnim, kako težko je bilo, pa ne samo nam, ljudem, občankam in občanom v tej situaciji, pa se ne samo naši občini, tudi ostalim po celi Sloveniji, ampak res smo združili moči, pokazali, kaj pomeni pomoč, kaj pomeni nesebičnost, kaj pomeni solidarnost. In jaz mislim, da smo dali svoj maksimum in da smo res pomagali vsem, ki so pomoč potrebovali. In tudi zdaj v tej popoplavni obnovi res se trudimo, delamo. Ni besede ne in sem zelo zadovoljen. Moram pa reči, da se me dotakne čustveno precej ta zadeva. To sem želela poprašati, kako potem, recimo, ko zaključite delovni dan, date vse stvari na stran? A zaspite, razmišljate o tem po noči? So to neprespane noči? Ja, so tudi neprespane noči, pa velikokrat pol razmišljaš tudi po noči, pa se zbudiš, ampak kljub vsemu, jaz moram reči tu in odkrito povedati, da sem toliko hvaležen moji Jani za vso podporo in mojima otrokoma, Juliji in Zali, in sej konec koncev vedno rečem, vse, kar delamo, ustvarjamo, za kar živimo, so naši otroci, tisti, ki prihajajo za nam, in če ne bi imel njih, verjetno te funkcije tudi ne bi upravljal na tak način kot jo. Velikokrat me pogrešajo, ampak kljub vsemu izjemno podporo imamo v družini in moram reči, da smo srečni in to mi daje tudi navdih za vse, kar počnem. O tem, kakšno je vaše private življenje tudi ob koncu oddaje. Kakšno pa je zdaj stanje po poplavah zdaj v občini Šoštanj? Jaz moram reči, da smo ogromno naredili v tem letu. Skoraj 70 projektov različnih, plazovi, mostovi, ceste, vodotoki. Mislim, da skoraj 70, 66 pa zagotovo projektov. Večina je realiziranih, 4-5 smo zdaj v fazi realizacije, tako da bomo z oktobrom zaključili ta predprogram. Res smo veliko naredili, se mi zdi, da na vsakem kilometru brnijo stroji, smo bili res aktivni in z tega mesta tudi še enkrat zahvala sodelavkam in sodelavcem, ekipi, ki skrbi za popoplavno obnovo, velike koordinacije, velike dela.
Pa moram se pa tudi zahvaliti na koncu državi, ker je zagotovila sredstva. Si drugače sploh ne predstavljam, kako bi bilo. Seveda tudi določene sredstva je zagotovila občina Šoštanj. Smo pa bili proaktivni in jaz mislim, da lahko pravičeno rečem, da smo v tej popoplavni obnovi ena najuspešnejših občin v Sloveniji. To nam nekako pritrdujejo tudi vsi organi, tudi na državnem nivoju. In mi je to veliko zadovoljstvo in se trudimo in se bomo trudili tudi v prihodnje. Povejte, gospod župan, mi, bova rekla kar tako, navadni smrtniki, se sploh ne znamo predstavljati, kakšna je procedura pri vsem tem delu, kar ga vi opisujete. To ni samo to, da bi vi poklicali v Ljubljano, treba je sanirati nek plaz. Ne, drži. Res je, da sem službeno tudi veliko v Ljubljani. Velikrat, vsak teden zagotovo, enkrat, dvakrat. Je to prednost, da znate potrkati na njihova vrata, biti vztrajen? Je prednost, ampak prednost je tudi energija, volja. Če pač dejstvo je žal, centralizacija in vse, kar se dogaja v Ljubljani oziroma iz Ljubljane in je pač potrebno biti aktiven tukaj. In kot sem rekel, na vseh področjih poskušam biti tudi sam proaktiven, ker se potem marsikaj da lažje. Je pa res, da bi bilo veliko lažje, če ne bi bilo te centralizacije, če bi imeli pokrajine, če bi namesto Ljubljane se zapeljal v Celje ali pa kakorkoli, ali pa Velenje, Maribor. Ampak kakorkoli, situacija je taka, kot je. Treba je biti aktiven, treba je delati, treba je iti na teren, treba je potrkati na vrata, treba je biti tudi hvaležen. Se mi zdi, da tega manjka tudi pri ljudeh. Potrpežljiv včasih. Tudi potrpežljiv. In jaz v funkciji župana nisem nič kaj več vreden, kot pa kdorkoli drug, oziroma sploh nisem več vreden. Vsi smo sam ljudje, vsi svoje delo opravljamo in meni funkcija župana pomeni samo službo in čist nič drugega. Po lanskoletnih poplavah ste imeli veliko telefonskih klicev, se je veliko ljudi obrnilo na vas. So bili zadovoljni? Ja, moram reči, da tudi sam, ko grem na teren, grem za to, da vidim, kakšni so občutki na terenu, kako so ljudje zadovoljni. Ja, veliko ljudi se je zahvalilo, pozitivni odziv. Veliko ljudi pričakuje pomoč, vsega naenkrat se ne da. Se na tem mestu tudi zahvaljujem za potrpežljivost. Žal je obseg nesreče, ki nas je lani doletela, tako velik, da bo ta obnova trajala zagotovo do leta 2028, oziroma mi, ki smo fejst aktivni, pričakujem, da bomo poskušali do leta 2027 vse urediti, pa si srčno želim, da se kaj hudega v prihodnjih letih ne bi več dogajalo. Če pa bomo pa tudi na to pripravljeni. Omenili ste, da ste veliko na terenu. Treba je priznati, gospod župan, odkar ste prevzeli to funkcijo, ste si zadali kar nekaj lepih, prijetnih nalog, ki jih z veseljem tudi izpolnjujete. Zdaj vikend, ko bi si vzeli lahko čas za vaše 3 dame doma, pa greste na teren, greste med ljudi, preverite, kaj se res dogaja, kaj je realizirano. Ja, rad grem na teren zato, da vidim, da imam kontrolo nad tem, kar se dogaja, da vidim tudi utrip ljudi, občank in občanov. Pa moram reči, da odkrito, da me ta terenski ogled mi daje energijo za naprej, navdih mi daje, zato ker ko vidiš, da stvari napredujejo, da se dela, da se ustvarja, da se rešuje, pol dobiš tako energijo in z lahkoto gremo naprej. Je pa res, da je naša občina po površini zelo velika, vseh 9 krajevnih skupnosti in en tak obhod preko 160 km naredim. Zdaj v zadnjem obdobju mi je mogoče malo žal, zdaj sem bil 3 vikende na obhodu, pa še nisem povzetka uspel narediti, zato ker tudi to vzame svoj čas. Je pa res, da rad grem, rad spremljam, kaj se dogaja, rad sem v kontaktu z ljudmi, da vidim njihov feedback, kako so zadovoljni, da imam kontakt tudi z izvajalci na terenu in ja, je zadovoljstvo pogledati, da stvari napredujejo. In treba je še nekaj priznati, gospod župan, ko vam ljudje tudi na Facebook profilu pišejo, to mogoče še ni realizirano. Vi ste človek akcije, takoj greste preveriti, kaj se dogaja, takoj poiščete odgovor. Pa ja, sej mogoče vseh stvari tudi ne vidimo sami. In smo dovzeti za predloge, za pobude, če se da, zakaj ne. Ljudje to potrebujejo in jaz sem želel tudi, da nekako komunikacijo nekako izboljšamo in jaz mislim, da nam je to, da nam uspeva.
Ja, se trudimo iti nasproti, ne nazadnje smo pa tukaj zato, da ljudem pomagamo in če se da pomagati, sem prvi jaz tisti, ko sem za to, da pomagam. In tukaj vam je zelo pomemben ta kulturni dialog, da je spoštljiv. Absolutno, to pa zagotovo sam sicer poskušam čim manj komunicirati, zato ker se mi zdi, da sploh po socialnih omrežjih komentirati, se opredeljevati, zato ker ni to prava pot. Pomembno je, da dobijo ljudje pravo informacijo. Se mi pa zdi, da včasih izgubljamo energijo z to komunikacijo potem in pa tudi veliko je negativizma, kar pa jaz nekako ne odobravam. Absolutno spoštujem dobronamerno kritiko, če je potrebno stvari izboljšati. Vesel sem vsake pohvale, absolutno ti da to energijo, veliko je tega in sem zadovoljen. Drugače pa ja, informacije so pomembne in prav je, da ljudje dobijo informacije, kaj se v naši lepi občini dogaja. Gledalke in gledalci, spremljate oddajo Župan z vami. Tokrat gostimo župana občine Šoštanj, Borisa Goličnika. Zdaj bomo v nadaljevanju preverili, kje potekajo sanacije plazov. Kje vse točno? Sanacije plazov potekajo po celi občini. Tukaj v Zavodnjah pravkar zaključujemo en velik plaz proti kmetiji Medved, potem v Skornjem, potem v Ravnah. Se mi zdi, da po vseh občinah, Lokovica, posod so gradbišča še aktualna, sicer v zaključni fazi. Eden največjih plazov, ki se pa sedaj odpravlja, je pa tudi nad Zavodnjem Šentvid, to pa je tudi največji projekt, izjemno zahteven, ki je trenutno nekje na sredini izvedbe. In ja, tudi gor se zapeljem pogledat. Tako da ja, po celi občini se dogaja. Ampak ti plazovi so že večna težava v vaši občini, že vsa leta? Ja, naša občina je hribovita občina. To nas je tudi zato veliko stalo v teh poplavah, če tako rečem. V preteklosti se je veliko plazov saniralo. Tu tudi zahvala in pohvala prejšnjemu vodstvu. Jaz, ko sem nastopil mandat, sem rekel, zdaj smo te plazove uredili, infrastrukturo imamo zelo lepo urejeno, zdaj pa lahko gremo početi še kaj drugega. Žal pa se kar hitro so se stvari zasukale in zgodila se je ta katastrofalna nesreča lansko leto in preko 300 plazov spet na novo. Eni izjemno veliki, saj polovica in ja, smo spet nekje na začetku. Je pa res, da sem pa vesel, da vsi plazovi, ki so se v preteklosti sanirali, so stabilni, držijo, se pravi, da je bilo delo kvalitetno in dobro upravljeno. Tukaj seveda zahvala gasilkam in gasilcem, vedno so takoj pripravljeni na pomoč. Ja, drži. Si ne predstavljam življenja ali pa tudi mojega delovanja brez njih in toliko sem jim hvaležen in ravno ta teden smo imeli ali pa so imeli v gasilskem društvu obisk starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Medvode in ponavadi se jim na začetku pokaže predstavitveni film delovanju društva in sem jih šel pozdraviti in moram reči, da vedno dobim kurjo kožo, ko gledam tisti film, ki smo ga 2009 prvič skupaj sestavili, lahko omenim z žal pokojnim Jožetom Krajncem, ki je bil avtor tega, tudi teksta filma. Zelo dobro smo sodelovali, žal mi je, da smo ga izgubili. In pa potem tudi ob 140-letnici smo ta film na novo posneli in moram reči, vedno, ko ga vidim, se me dotakne in sem ponosen na vse, kar smo v gasilskih vrstah skupaj naredili in na vse, kar tudi zdaj, ko jaz nisem več funkcionar v gasilskih vrstah, upravljajo članice in člani vseh 4 gasilskih prostovoljnih društev. Zdaj pa gledalke in gledalci, oddaje Župan z vami, tokrat zelo, zelo pereča aktualna tema, energetika. Slišimo v javnosti marsikaj, kaj se govori. Premogovnik Velenje, termoelektrarna Šoštanj. Tudi vi ste bili pred to funkcijo župana zaposleni v termoelektrarni Šoštanj. Najbrž kot človek zaposlen spremljate to zgodbo? Ja, mogoče z drugimi občutki, absolutno še vedno sem navezan na termoelektrarno Šoštanj. 29 let, skoraj 30 let delovne dobe imam tam in nekako
sem še vedno pripaden Termoelektrarni Šoštanj, zelo lepa leta, odlične sodelavke in sodelavci, ekipa. In ja, ta zgodba z energetiko ni prijetna. Moram pa reči, da me ne skrbi toliko, da se bodo stvari že odvile v pravo smer in sem prepričan, da se bodo. In tudi osebno sem prepričan, da bo termoelektrarna še dolgo obratovala, prav tako pa se še bo dolgo kopal lignit, premog v premogovniku Velenje. Tako da ne bi želel, pa se mi zdi, da ni smiselno pogrevati stvari za nazaj, karkoli. Mi moramo biti zazrti v prihodnost, moramo se o tem pogovarjati. Danes so bile obljube, jaz sam želim, da se bojo realizirale, ampak si niti drugače ne predstavljam, da bi bilo. Tako da moramo tudi to zadevo gledati optimistično. In ja, ob zavedanju, ob dejstvu, da prestrukturiranje je pred nami, da se je pač tako Evropa kot Slovenija zavezala k zelenemu prehodu. Absolutno ne bomo dopustili, da bo ta zeleni prehod naše lepe Slovenije na plečih občank in občanov Šaleške doline. To ne bi bilo pravično. Govorim tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja za pravični prehod. Tukaj so moja načela jasna, to funkcijo sem sprejel ravno s tem namenom, če bom lahko osebno tudi kaj pripomogel k temu, da bo prehod naše doline res pravičen. Vkolikor ne bo, sem že jasno povedal, bom iz te funkcije odstopil. Kot župan bom pa naredil vse, da ohranimo za naše prebivalke in prebivalci neko ekonomsko, socialno varnost na tem nivoju, kot je danes, oziroma pričakujem, da bomo to še nadgradili in absolutno sem aktivno vpet v to dogajanje in si ne predstavljam, da je bilo karkoli drugače kot to, da bojo zaposleni obdržali službe, da se bomo prestrukturirali na pravičen način, da bo poskrbljeno za vse, kar je tudi zaveza pravičnega prehoda. Ampak vseeno mogoče, če poveste našim gledalkam in gledalcem, kaj pomeni ta funkcija, ki ste omenili? Ta funkcija pomeni povezovalni člen tako med državo, občinami, regijo, kot tudi spremljanje uresničevanja območnega načrta, ki je bil postavljen, sestavljen in potrjen. Tako da je funkcija koordinacije, jaz jo smatram kot pomembno, mogoče nekateri ne toliko, ampak v tej funkciji se pa vidim najbolj pomembnega na tem mestu, se zavzemam za to, da bo končno prišlo do realizacije zakona o postopnem zapiranju premogovnika in zakona o prestrukturiranju regije. Ko bo ta dva zakona sprejeta, takrat bomo vsi skupaj vedeli, da smo na varni strani in bo veliko manj dvomov v to, da ne bi bilo to prestrukturiranje, ki je pred nami, pravično. Vseeno ste optimističen, kar zadeva, ne? In Termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje pa vseeno odcepitev, zdaj predčasno zapiranje. A je treba biti ljudi strah v naši dolini? Jaz mislim, da ne. To je čisto moje osebno mnenje. Verjetno se določene informacije plasirajo v javnost tudi z določenim namenom. Jaz razumem, da so različni interesi, ampak dejstvo je, da je energetika v Šaleški dolini tako pomembna za državo, da govorjenje o stečaju in čem podobnem je dobesedno zame neumnost. Interventni zakon, če je to ena od rešitev, glede na vse direktive Evropske komisije, so zakonodajo, glede na vsa pravna mnenja, potem ne nasprotujem temu. Absolutno pa želim imeti na mizi ta zakon, vsebino zakona in pa precej ali pa najbolj pomembno je pa to, da imamo zagotovljen finančni vir. To pa sem dal tudi osebno predlog, da bi to mogel biti ustrezen proračunski sklad. Zaradi mene ga lahko država imenuje pravičen proračunski sklad, v katerem bo zagotovljene sredstva tako za izvajanje interventnega zakona, kot za izvajanje obeh ostalih zakonov. Ko bomo pa to dosegli, pol pa mislim, da bomo lahko vsi skupaj dokončno pomirjeni. Ste pa vseeno na to temo skupaj z županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom sklicala izredno sejo občinskih svetov, tako Mestne občine Velenje kot občine Šoštanj. Županom Velenskim zelo dobro sodelujeta. Drži.
Si tudi ne predstavljam, da je bilo kakorkoli drugače. V tej zgodbi smo skupaj, smo povezani, sodelujemo. Nazadnje smo tudi s kolegom Petrom bila sodelavca Termoelektrarni Šoštanj, določene stvari zelo dobro poznava. In ja, prav je, da o tem spregovorimo, da o teh zadevah seznanimo občinski svet, oba občinska sveta, in ta izredna seja, jaz mislim, da je dala nekaj odgovorov. Moram reči, da sem bil vesel, ker udeležbe, ker nekaj ministrov se je udeležilo, državnih sekretarjev. Kdo se je bil na tej izredni seji? Bil je minister Kumer, ki je najbolj pristojen za te zadeve, minister Han, potem je bil minister Jevšek, državni sekretarji so bili, tako da potem sodeč jim ni vseeno za našo dolino. Danes so bile določene obljube, jaz sem prepričan, da ne more biti drugače, kot pa da so izpolnjene. Bi pa omenil tudi sestanek, ki ga je minister Kumer, ki prihaja iz našega okolja, sklical takrat, ko so bile znane projekcije HSE-ja, kjer so predstavili zadevo, in tudi takrat je minister Kumer dal jasno obljubo, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo prestrukturiranje doline šlo res v pravično smer, in za to besedo ga jaz še kako držim. Je to zelo pomembno, da minister prihaja prav iz vaše občine? Zdaj, ne vem, či je to pomembno. Jaz mislim, da za njega je to precej prej kot pomembno, precej neprijetno. Kot je že povedal, je on minister vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Prepričan pa sem, glede na to, da živi tukaj, pozna situacijo, se zaveda tega problema, da bo dejansko naredil vse, kar je v njegovi moči, da se stvari uredijo, in si ne predstavljam, da je bilo drugače. Zagotovo je pa biti neprijetno trenutno v njegovi koži, in je verjetno dal na mizo tudi njegovo funkcijo. Sta pa veliko v kontaktu? Ja, moram reči, da sodelujemo, ja, da tudi veliko pomaga tako dolini kot tudi naši občini. Ja, kot župan sem tudi ponosen, da imamo ministra iz naše občine, in sem mu tudi hvaležen za vse, kar je dobrega do sedaj naredil, in za vse, kar bo tudi v prihodnje naredil dobrega. Ampak kot ste omenili, gospod župan, prihajajo ljudje z različnimi funkcijami iz različnih strank. Pomembno je, da se vsi zavzemajo za boljše naše življenje v Šaleški dolini. Drži, pa moram reči, da imam občutek, da dobro sodelujemo, da se povezujemo. Seveda so različni pogledi, različna mnenja, ampak zdaj to je zgodba sodelovanja. Če bomo tukaj sodelovali, če bomo imeli iskrene namene, dobre odnose, potem verjamem, da bomo uspešni in da bo prehod pravičen. In za pravičen prehod je ena od najpomembnejših zadev tudi naše medsebojne sodelovanje tukaj v tej naši lepi Šaleški dolini. Kakšni so bili zaključki te izredne seje? Ja, mi smo zavzeli določene sklepe, zaključke, s katerim smo dali jasen signal, da ne bomo dopustili, kot sem že omenil, da bi bil ta zeleni prehod ali pa prehod v nizkoogljično družbo na plečih prebivalk in prebivalcev Šaleške doline. Jasno sporočilo smo dali, da želimo čim prej sprejetje obeh zakonov, že prej omenjenih, in pa seveda ta interventni zakon, da smo seznanjeni s vsebino, pa bomo potem videli, kak je dejanski namen tega zakona. Gledalke in gledalci oddaje Župan z vami, v nadaljevanju pa bomo preverili, katere investicije se trenutno odvijajo v občini Šoštanj. Je kar zanimivo, ne? Ja, se kar dogaja, ja. Velike stvari, se pravi, popoplavna obnova, smo aktivni, pa tudi ostale stvari. Zdaj smo tik pred pričetkom obnove Cankarjeve ceste, kar bo lepa in velika pridobitev za občino. Prenavljamo kanalizacijo in ostalo infrastrukturo na Levstikovi cesti. Tukaj, ko smo se peljali proti Zavodnjam, smo videli, kako se obnavlja cesta v Zavodnje. To sicer domeni Direkcije za infrastrukturo, mi sofinanciramo pločnik, razsvetljavo. Prešernov trg začnemo z obnovo
Tako da, ja, številni projekti, aktivno delamo na pripravi dokumentacije za poslovno cono Metleče, potem pripravljamo komunalno opremljenost območja pod Vili Široki, kjer bojo nadomestitvene gradnje, tako da ja, dela ne zmanjka, pa tudi na ostalo, obnovo športne dvorane Partizan, stavbno pohištvo. Veliko stvari, tudi krajevne skupnosti so pridne, se delajo ceste, se urejajo in ja, veliko investicij. Dobite kdaj recimo od kakšnega občana, občanke recimo kakšno zahvalo? Dobim, moram reči, da dobim, čeprav bi mogoče pričakoval še kako več, ampak kljub vsemu ne, sem vesel. Moram reči, da smo naredili res, kot sem omenil, skoraj 70 projektov popoplavne obnove in da imam jaz eno drugo težavo. Veliko, kje bi želeli imeti otvoritev, so hvaležni, bi radi se malo podružili, bi radi, da obelodanimo ta projekt, to zadevo, to, kar smo naredili, ampak žal časovno ne uspemo. Tako da, kot sem se zadnjič pohecal v Gaberkah na otvoritvi novega mosta, sem rekel, če bi zdaj začeli z otvoritvijo, lahko do konca leta hodim sam po otvoritvih, ampak ni to namen. Jaz sem vesel že, če res vidim zadovoljstvo v očeh ljudi, občank in občanov, če so hvaležni, in to je za mene popolnoma dovolj. Kako deluje tržnica pa javna toaleta? Ja, letos smo odprli javne sanitarije, pravkar urejamo tudi WC za invalide, tako da ja, smo šli tu nasproti tudi ljudem. Tržnica žal ni zaživela tako, kot je bila želja v preteklosti. Ravno danes smo imeli sestanek z ekipo, tako da bomo po vsej verjetnosti bo tržnica prevzela od krajevne skupnosti upravljanja občine Šoštanj. Imamo ideje za nove vsebine, tako da bomo delali na tem in sem prepričan, da bo tržnica v prihodnje zaživela tako, kot občanke in občani tudi pričakujejo in tako, kot si tudi jaz kot župan želim. Omenili ste župan občine Šoštanj, Boris Goličnik, zelo dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Koliko jih imate v vaši občini? 9 krajevnih skupnosti je, kot sem že rekel, občina je zelo razvejena. Moram pohvaliti vse svete krajevnih skupnosti, tako predsednice, predsednike, kot vse člane, res so aktivni, res si prizadevajo, vsi skupaj skrbijo za svoja ožja območja občin, dajejo predloge, pobude. Moram reči, da je res zelo dobro sodelovanje in si niti ne predstavljam, kako bi bilo drugače in brez njihove energije in dela, in sem tudi njim za to hvaležen. Ja, je težko, ker vsega ne moremo uresničiti, želja in potreb je tudi po krajevni skupnosti veliko, poskušamo pa uskladiti in ja, v vsaki krajevni skupnosti se nekaj naredi in sem zelo vesel, tako da zahvala tudi vsem svetom krajevne skupnosti. Lani ste odprli tudi novo garažno hišo. Kako se je prijela? Moram reči, da dokaj dobro, je nekaj težav, ki jih usklajujemo, nobene težave niso take, da jih ne bi mogli uskladiti. Zaenkrat je še sproščeno parkirišče ob garažni hiši. Ravno danes sem dobil informacijo, da se bo pričel graditi blok ob garažni hiši, tako da bo verjetno potem garažna hiša tudi bolj zasedena, ampak obratuje, tako da smo s tem zadovoljni. V upravljanju jo ima komunalno podjetje Velenje in moram reči, da v redu. Ja. Veliko parkirnih mest je zasedenih, tako da služi svojemu namenu. Morda je še bolj zanimiva v jesensko-zimskem času, ko pade prvi sneg. Ja, seveda je, ljudje pač iščemo streho. Spodnji del garažne hiše je namenjen abonentom, srednji in zgornji del pa seveda uporabnikom za plačilo dnevno, tako da uporabljajo garažno hišo. Ko bo pa tam zgrajen tudi blok, sem vesel, da prične investitor z gradnjo. Ravno danes me je obvestil, ko sem rekel, bo pa seveda uporaba te garažne hiše še toliko večja.
V naslednjih minutah pa bomo gledalke in gledalci preverili tudi, kako župan občine Šoštanj Boris Goličnik rad kolesari. Namreč spregovorila bova o kolesarskih stezah. Radi kolesarite? Zelo rad kolesarim, ja. Tudi ob teh obhodih po gradbiščih grem veliko s kolesom, ja. Res da z električnim kolesom, zdaj se moram pohvaliti, da sem si nabavil novega, ker sem kupil prvega že 5 let nazaj, tako da je že bila malo slaba baterija, ampak kljub vsemu, ja, rad kolesarim, rad grem na teren s kolesom. In pa seveda, jaz mislim, da je zelo lepo, ker imamo zdaj kolesarske povezave. Zelo sem vesel državne kolesarske povezave skozi Šoštanj. To je velika pridobitev. Odkrito moram povedati, da se bomo še mogli malo navaditi kolesarske kulture, tako kolesarji kot tudi vozniki. Tu je nekaj težav, ampak se trudimo izboljšati zadeve, ker nenazadnje je najbolj pomembna varnost, ne. Če lahko omenim, v občini Šoštanj imamo 2 taka kritična prehoda, eden je pri šoli, eden je pri rokometnem igrišču, tako da smo s pomočjo direkcije namestili hitrostne ovire, ki so jih žal uničili, ampak delamo na tem, da namestimo boljše hitrostne ovire, kar bo pripomoglo k varnosti, pa tudi ob obnovi Cankarjeve ceste bomo malo spremenili dovoz na parkirišče in nekako poskrbeli za boljšo varnost na tem območju. Se pravi, tudi pri kolesarjenju težave s hitrostjo, menili ste lomljenje stebričkov pri šoli? Drži, ja. Tam so se namestili hitrostne ovire, stebrički, ki sprva niso bili tam predvideni, pa smo potem pri prevzemu na sestanku z direkcijo na to obvestili že prej parkrat pisno in so potem seveda se strinjali in so se namestili. Bomo pa mogli poskrbeti za neko boljšo izvedbo, pa bolj trajno izvedbo. Kako je zdaj s povezavo to kolesarsko? Kje vse lahko kolesarite? Povezava je odlična, tako proti Mozirju kot proti Velenju. Jaz sem prepričan, da je to eden boljših projektov, ki so bili realizirani v zadnjem času. Tudi navezava na kolesarsko progo Huda Luknja. Jaz mislim, da obisk kolesarjev pove vse. In ja, zelo sem vesel, zato ker vidim tudi, če Šoštanj se kolesari, ogromno kolesarijo proti Mozirju in je ta kolesarska povezava izjemna. Gostili ste tudi varuha človekovih pravic Petra Svetino. Varuhov kotiček, kaj to pomeni? Za razgovor z njim so bile predhodne prijave, kar nekaj občank in občanov se je prijavilo. Kaj jih je najbolj zanimalo? Kakšne težave? Ja, sem vesel, da se je varuh človekovih pravic oglasil na naši občini, da smo vzpostavili ta varuhov kotiček. To pomeni, da lahko občanke in občani dobijo informacije, kako se obrnejo na varuha. Bili so opravljeni razgovori, ampak moram reči, da samo eden občan občine Šoštanj se je prijavil na razgovore. Bili so še pa ostali občani sosednjih občin. Razgovori so se pač opravljali tukaj v naši občini. Jaz moram reči sam, da bi si najbolj želel, da varuha človekovih pravic sploh ne bi potrebovali. Jaz sem tudi sam vzgojen tako, da mi je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin nekako samoumevno. Je pa res, da žal temu ni tako, da živimo v času, ko je potrebna ta funkcija in opravlja varuh pomembno poslanstvo. Sam sem vesel, da je bil zaključek, da so ljudje v naši občini zadovoljni, da je zelo malo težav, seveda, kar pa je pa treba se pogovoriti in iti nasproti ljudem. In ja, se mi zdi, da je to bil eden bolj pomembnih obiskov v času mojega županovanja. Vas moram vprašati nekaj osebnega, ne? Ko ste rekli, da vam je samoumevno. Vi ste lepo vzgojeni, tako kot naše generacije. Kje smo mogoče izgubili tisti pogled, spoštovanje, recimo človeka, sočloveka, narave, živali? To je težava celotne družbe. Jaz mislim, da ga najbolj izgubljamo v tem preobremenjenosti in hitenju,
ko si ne vzamemo časa drug za drugega in tudi, ko starši ne opravijo domače naloge. Temelji se postavljajo v začetku, v tistih prvih letih in se mi zdi, da je to najbolj pomembno. In v vsej družbi moramo vsi opraviti svojo domačo nalogo. Vsi moramo na to opozarjati, da je medsebojno spoštovanje temelj za lepo življenje vseh nas, ki tukaj trenutno živimo. Absolutno spoštovanje, ne glede na različnost, vedno poudarim, nihče na tem planetu ni več vreden kot kdorkoli drug in vsak človek si zasluži dostojno življenje. Pa a je to v občini Šoštanj, a je to v Šaleški dolini, ali je to v tujini, kjerkoli, vsi smo enakovredni in tudi sam gledam na življenje tako in poskušajmo to drug drugemu dopovedati. In kot je rekel župan občine Šoštanj Boris Goličnik, vse se začne konec koncev v naši družini. Pri najmlajših, z velikim veseljem jih vedno obiščete v vrtcu, pa sprejmete tudi prvošolce. Kako je zdaj s prostorom? Je dovolj prostora v vrtcu v osnovni šoli? Ja, kot je znano, smo letos načrtovali investicijo v osnovno šolo, dograditev, energetsko sanacijo, obnovo. Žal so bile ponudbene vrednosti tako visoke, da smo se potem odločili, da ta projekt ne gremo. Absolutno pa načrtujemo v prihodnjem letu energetsko obnovo obstoječe šole in pa zelo resno razmišljamo o izgradnji nove šole, samostojne enote za prvo triado. Začasno smo spostavili 3 učilnice za prvošolčke v kulturnem domu. Kaj to pomeni? To pomeni, da so prvošolčki v kulturnem domu, da imajo tam svoje prostore, učilnice, da smo jim lepo uredili prostore in da so zelo zadovoljni tudi učiteljice. In jaz mislim, da jim je tam zelo prijetno, tudi sami tako pravijo. Tako smo rešili prostorsko stisko na šoli. Seveda nas pa čaka izjemno veliko dela v prihodnje, da zagotovimo na enem območju prostor za vse. Žal bo treba malo potrpeti, sem pa zelo zadovoljen, ker vidim, da so zadovoljni tudi prvošolčki, učitelji in da, če je bilo mogoče sprva malo pomislekov, je zdaj precej pozitiven odziv. Kar se pa vrtca tiče, je pa tudi, imamo dovolj prostora, 370 otrok imamo v vrtcu, vrtec je res lep, funkcionalen, eden boljših projektov naše občine v preteklosti, služi svojemu namenu in kot sem že omenil, saj za otroke delamo, za njih moramo poskrbeti in delamo na tem, ja, da se počutijo tukaj tako, kot se pač morajo počutiti. Tudi bralna kultura v vaši občini je na visokem nivoju, knjigobežnica, ta je bila zadnja otvoritev zdaj. Ja. 2 knjigobežnici smo postavili, eno v Kajuhovem parku, ena v otroškem igrišču, Tresemirjevem igrišču. Želimo, da postanemo branju prijazna občina. Zagotovo je to ena lepa pridobitev. Branje potrebujemo vsi, še posebej pa najmlajši. Bralna kultura je izjemno pomembna in sem zelo vesel tega projekta in sem tudi zelo vesel bodočega naziva Branju prijazna občina Šoštanj. Radi berete? Rad berem, res da imam zelo malo časa za to, sem pa vesel tudi vsake knjige, ki jo dobim in si to lepo shranjujem in če mi bo kdaj dano, da bom enkrat v penziji, verjamem, da bom veliko bral. Je pa res, da imam zdaj pač več časa, moram posvetiti tudi branju strokovne literature, kar pač gre seveda k moji funkciji, tako da se bolj temu posvečam, ostalo pa še sledi. Je pa Šoštanj znan tudi po kulturi, Mestna galerija Šoštanj tudi zelo, zelo dobro sodeluje z vami. Tudi zelo dober Zavod za kulturo, ki je trenutno v fazi preoblikovanja. Moram reči, da ja, vsa leta odlično dela. Veliko dogodkov je v Mestni galeriji, tudi v kulturnem domu. Ponosen sem na različna kulturna društva, tudi ostala društva v naši občini, preko 70 je vseh. Ljubiteljska kultura je na izjemno visokem nivoju. Če omenim samo Mešani pevski zbor Svoboda in Pihalni orkester Zarja, v bistvu že ne gre več za ljubiteljsko kulturo, gre za profesionalce, na katere smo izjemno ponosni in pa ostala društva. Jaz mislim, da je to velika dodana vrednost
prednost naši občini in sem jih hvaležen za njihovo delovanje in za vse, kar delajo dobrega za našo družbo. Že prej sva županom omenila gasilke in gasilce občine Šoštanj, njim gre res velika, velika zahvala. Lani so dobili tudi novo gasilsko vozilo. Drži, novo gasilsko vozilo. Nekako po tej hudi nesreči je bil prevzem, je bil eden lepših dogodkov v tistem času. Novo gasilsko vozilo ne pomeni samo to, da so občanke in občani zaradi tega bolj varni, absolutno so. Omenim večkrat tudi to, da so zaradi novega vozila bolj varne tudi operativke in operativci, da so mogoče malo manj brez skrbi tudi njihovi bližnji, žene, partnerke, ki čakajo, da se vrnejo iz intervencije. Ampak kljub vsemu, v preteklosti je občina veliko sredstev namenjala za ustrezno opremljenost vseh 4 društev, tudi sedaj je tako in tudi v prihodnje bo tako. Kaj se dogaja s kontejnerjem tekstilko? Prenapolnjen je pogosto krat. Tukaj bomo se mogli še tudi malo naučiti. Zdaj v prihodnje predvidevamo tudi zbiralno akcijo oblačil. Je pa res, da mogoče ljudje izkoristijo to in po domače zbašejo vse te oblačila. Je težava, ni pravega reda, ampak bomo tudi za to poskrbeli v prihodnje. Se pravi, naj bomo kulturni do tega? Absolutno, absolutno. Da ne gre vse v ta kontejner tekstilko? Drži. So točno navodila, vse ljudje vejo, ampak je pač najlažje to vse skupaj dati, ja. Ampak je pa treba vedeti, da so to oblačila, ki so namenjena tudi ljudem za naprej. In da je prav, da delamo tudi pri tem selekcijo in da damo v zabojnik tekstilko to, kar tja paše. Je pa župan občine Šoštanj Boris Goličnik zelo, zelo ponosen in zadovoljen tudi športniki, ki prihajajo iz njihove občine. Športna zveza Šoštanj že nekaj časa zdaj deluje. Vedno razglasite najboljše športnike, športnice, klube. Imate tudi nov nogometni stadion. Ja, drži, novo veliko nogometno igrišče z umetno travo. Če smo Slovenci športni narod, smo tudi v občini Šoštanj, bom rekel, športna občina in smo ponosni na vse klube, društva, ki delujejo na tem področju. Absolutno je zdaj izredno aktiven nogometni klub Šoštanj. Ja, in to igrišče, ki smo ga otvorili, je pomembna investicija in prispevek k razvoju športa v naši občini. Preko 200 otrok je včlanjenih v nogometni klub. Poleg tega pa tudi košarkarski klub Elektra in pa odbojkarski klub moški, ženske in ostala društva. Res aktivno, rokometna šola Sebastjana Soviča, res so aktivni, delajo z mladimi in to mi je še posebej ponos. Sem pa vesel tudi pozitivne novice, da smo bili uspešni na razpisu za Ministrstvo za gospodarstvo, za investicije v športno infrastrukturo, tako da si obetamo 1,5 milijona za izgradnjo športnega parka Vila Široko, kar bo nadaljevanje te investicije, izgradnja igrišča z umetno travo velikega, še z naravno travo, tribune, ostale igrišča, tako da ja, se obeta pod Vilo Široko en tak lep športni kompleks, kjer se bo izvajale športne parke, panoge, kjer se bojo občanke in občani lahko družili in zagotovo bo to izjemna pridobitev za našo občino. Župan občine Šoštanj Boris Goličnik vedno poudari, da je zelo, zelo pomemben pri vsem tem delovanju tudi timski duh. Vas nekako ne poznamo, da bi bili vi slabe volje ali pa recimo, da bi bili negativno usmerjeni. Znate zelo dobro motivirati vaše sodelavke in sodelavce. Ko pridete v službo, pa tudi če ste malo slabe volje, to vržete za eno ali drugo uho? Pa ne, tudi sem slabe volje. Sej smo sam ljudje in vsak ima slab pa dober dan. Sem vesel, da je dobrih dnevov veliko več, včasih je pa tudi kak slab dan, ampak jaz se takrat raj držim bolj za sebe, se umaknem, tako da ne vplivam na druge ali pa čim manj. Ja, pač moramo biti optimistični in pozitivno naravnani, potem grejo stvari lažje in poskušam tako delovati.
Imam pa tudi srečo, da imam sodelavke in sodelavce take pozitivne in ja, kot tim jaz sem vesel in hvaležen, smo dober tim, dobro delamo in se bom trudil in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Zelo pomembno pa vam je to medgeneracijsko sodelovanje v občini Šoštanj. Če zdaj pogledamo, pripravili ste sprejem tako za upokojence kot za novorojence. Ena lepših dogodkov sta to v mojem županovanju, se pravi, da izkažemo pozornost in zahvalo starejšim, tisti, ki so nekako postavljali temelje nam, da lahko zdaj delamo, ustvarjamo, živimo, in pa seveda tudi tistim, ki prihajajo za nami. To so pa novorojenci in ja, to sem se rekel že na začetku mandata, da bom vsako leto organiziral sprejem za tiste, ki prihajajo za nami, novorojence in pa upokojenke in upokojence. In letos jih je bilo ogromno in veliko več kot lani. Že lani je bilo zelo lep dogodek in lepo smo se imeli, podružili smo se, prepevali. Tak srčen dogodek in jaz mislim, da je to najmanj, kar si zaslužijo naše upokojenke in upokojenci. Najmlajši pa tudi je lepo videti, da imamo mladino, da prihajajo za nami. Naša odgovorna naloga pa je, da jim omogočimo tako okolje, kjer bojo lahko normalno prebivali, živeli, se razvijali in ja, se trudimo. Se konec koncev vsi hodimo v službo, da preživimo zaradi denarja, ampak se mi zdi, gospod župan, da tisto največje poplačilo pa je, ko vidite zadovoljne občanke in občane, tiste iskrice v očeh najmlajših, pa tudi teh upokojencev, kar ste omenili. Absolutno drži, ja. Hvala Bogu, no, denar meni osebno ne pomeni veliko ali pa zelo malo, ne. Sem vesel, da sem tako vzgojen, hvaležnost mi pa pomeni veliko, ja. In tudi hvaležni občanke in občani, kot sem že rekel, mi dajejo energijo za naprej in ja, tiste iskrice so zelo pomembne in tiste iskrice hvaležnosti so največje plačilo. V mesecu septembru praznuje občina Šoštanj. Veliko zanimivih in različnih dogodkov ste pripravili, osrednja slovesnost pa 30. septembra. Kdo so letošnji občinski nagrajenci? Je to težak izbor? Ja, glede na to, da, kot sem omenil, imamo preko 70 različnih društev, ki delujejo na prostovoljni bazi, da imamo zelo aktivne svete krajevnih skupnosti, aktivne občanke in občani, ima komisija za priznanje in odlikovanje vsako leto kar precej dela. Ampak to pomeni, da imamo aktivne občanke in občane. Tudi sam sem bil v preteklosti ponosen član te komisije, se mi zdi, da je taka zelo pomembna komisija in ja, tudi v tem letu je bilo veliko predlogov, tako da najzaslužnejši dobijo priznanje in plakete in 30. ko bo svečanost ob prazniku občine, jih bomo podelili in se veselim tega lepega dogodka in že zdaj čestitke vsem, ne bom izdajal, kdo so, ampak si zaslužijo. Si zaslužijo, absolutno. Pravzaprav sem vesel, tudi komisija je sestavljena tako, da je povsem politično neobremenjena in da dejansko izbere tiste kandidate, ki si res to zaslužijo. Jih je pa veliko. Boste podelili tudi županova priznanja? Tudi bom podelil županova priznanja, ja, tudi prijetno opravilo. Ja, tako da vabljeni na svečanost. Zdaj pa malo pokukamo v osebno življenje župana občine Šoštanj Borisa Goličnika. Omenili ste, brez vaše Janje in 2 hčerk ne bi bili tu, kjer ste zdaj. Absolutno ne. Niti si ne predstavljam. Na taki funkciji obtok aktivnosti, obtok dela, če ne bi imel doma podpore, absolutno je to nemogoče opravljati. In sem res hvaležen Jani. In to tudi odkrito povem. Moji hčerki mi dajete pa tudi navdih za vse, kar delam, ustvarjam. Neskončno rad jih imam, vse 3 in res mi veliko pomenijo. In so moj svet in tudi zaradi njih lahko rečem, da
sem uspešen, če se lahko tako pohvalim na tej funkciji. Se trudim, dajo mi energijo in ja, sem na njih zelo ponosen. Znate pokazati tudi čustva? Ja, ne me izzivati. Ko greste na dopust, znate dati telefon na tiho, na stranski tir? Ja, ne še popolnoma. Je pa res, da smo letos bili 10 dni skupaj na morju, skupaj na dopustu. To je tudi prvič, da smo bili tako dolgo in je bilo prijetno, je bilo lepo. Ja, določene stvari pa so, ko jih poskušam kljub vsemu koordinirati, pa nekako praviti, kljub temu, da smo na dopustu. Ampak si pa poskušamo vzeti čas tudi za njih, si to zaslužijo, pa ne nazadnje mora biti tako, da smo skupaj kot družina. Tudi zdaj načrtujemo prihodnje, da gremo malo skupaj med prazniki v toplice, da si vzamemo čas drug za drugega, ker je drugače pa res veliko obveznosti in sem veliko odsoten, ampak kljub vsemu, če se le da, poskušam, da smo skupaj. Boris Goličnik, župan občine Šoštanj, zelo znate ceniti te človeške vrednote, ki jih žal v naši družbi zadnje čase predvsej primanjkuje. Izredno ste navezani tudi na svojo mamo. Sreča, da jo še imate živo, ker oče je angel varuh, pa je prav gotovo tudi ponosen na vas, ko vas spremlja, to mi dva razumeva. Ampak vseeno, recimo, kdo je tisti človek, ko imate kakšno težavo, ko ravno niso najboljši časi, na koga se najprej obrnete? Pa rad sam premlejem zadeve vse, seveda imam pa tu Janjo, imam mojo mamo, imam par izredno dobrih prijateljev, ko smo dejansko prijatelji, ne sam v narekovajih. In ja, rad pa stvari premlejem v sebi, velikokrat grem na kolo in mi je to sprostitev in nekako premisliš, pa so pa tudi ljudje, ki se jim zaupam in ja, kot sem povedal, naštel. Kakšni so zdaj načrti občine Šoštanj za prihodnje, kaj vas čaka, vaši osebni načrti, kaj si želite? Pa jaz si v bistvu najbolj želim, da delamo vsi skupaj na tem, da ustvarimo prostor zadovoljnih ljudi. Jaz si ne želim z nikomer tekmovati, jaz si sam želim, da čim bolj izkoristimo naravne danosti, ki jih imamo tukaj v naši občini, da čim bolj izkoristimo ta prostor, da pokažemo ljudem, da so najbolj pomemben del naše občine, našega prostora. Načrtuje pa absolutno zelo veliko ideje, zelo veliko, včasih preveč. Jaz tudi sem zelo ambiciozen in bi rad nekatere stvari kar čez noč, žal pač marsikaj ne gre, ampak ja, predvsem je pa najbolj pomembno, da živimo v občini, ki je urejena občina in kjer živijo zadovoljni ljudje. Zdaj nekaj dogodkov se iz septembra zaradi slabega vremena prestavlja tudi na oktober. Dobro, uspešno ste spravili pod streho Golažijado, festival piva v mesecu oktobru. Pozivate, vabite občanke in občane, da pridejo na te dogodke? Ja, številni dogodki, sploh zdaj septembra v mesecu, ko praznuje naša občina. Odličen je bil koncert Big Banda Nord z Aniko Horvat in Danijem Gregorcem, potem Golažijada je odlično uspela. Številni drugi dogodki, festival piva se obeta, praznik krajevne skupnosti v oktobru. Zdaj tudi nekaj otvoritev v Gaberkah, en pomemben projekt na športnem igrišču. Tako da ja, številne prireditve načrtujemo, pa tudi številne prireditve za mesec december, veseli december, tako da se bo tudi dogajalo, tako kot pretekla leta in potem seveda na zaključku silvestrovanje. Leto hitro mine, se obrne, ampak ja, tudi ta del je pomemben. Ne smem pozabiti odličnega koncerta Prifarskih muzikantov na trgu. Za prvi šolski dan smo organizirali druženje in zabavo z Niko Zorjan za učence in učenke. Tako da številne prireditve, ja, kar je pa tudi smisel tega, da se ljudje združujemo, povezujemo
da se družimo, polah marsikaj tudi skupaj realiziramo. Je pa najbolje, da obiščemo spletno stran občine Šoštanj, pa Facebook, kjer ste res zelo, zelo aktivni, vas je treba pohvaliti. Zvečer, ko se človek uleže k počitku, pa malo preveri, kaj se je dogajalo. Župan občine Šoštanj, Boris Goličnik, lepa hvala, odličen sogovornik ste, to veste. Hvala enako. Hvala lepa tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste spremljali našo oddajo Župan z vami. Tokrat smo gostili župana občine Šoštanj, Borisa Goličnika. Vam želimo predvsem zdravja in da ostanete tak srčen človek še naprej. Zdaj pa še nagovor za naše gledalke in gledalce in tudi občanke in občane občine Šoštanj, pa iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku. Izvolite. Hvala lepa. Drage občanke in občani naše lepe občine Šoštanj in vsi ostali, ki imate radi našo občino, iskrene čestitke ob našem prazniku. Praznujmo ponosno, praznujmo optimistično, kljub mogoče malo negotovih časih moramo ohraniti pogum, moramo ohraniti optimizem, predvsem pa medsebojno spoštovanje do vseh generacij, medsebojno sodelovanje in jaz verjamem, da bomo skupaj tudi v prihodnje gradili občino, ki bo prijazna do vseh nas, ki tukaj radi živimo in do vseh tistih, ki k nam radi prihajajo. Srečno in vse dobro tudi v prihodnje naši lepi občini Šoštanj.